V zavodu Zarja pomagajo mladim po poškodbi možganov pri dolgotrajnem okrevanju, ko poškodovane učijo osnovnih življenjskih in delovnih vzorcev, jim pomagajo razumeti pomen dogodkov in na novo odkriti svoje mesto v okolju. Mladim po možganskih poškodbah omogočamo čim večjo samostojnost in čim večjo možnost usposabljanja za vključevanje v družbo in življenje. Osebe po nezgodni možganski poškodbi se morajo ob vključitvi nazaj v okolje marsičesa naučiti. To sem se osamosvojil, da sem se naučil plačevati svoje položnice, hoditi sem ter tja in si tudi vsak človek si mora slej ko prej začeti sam zase skrbeti, ker nikoli nisi kot kralj. Glede na potrebe uporabnikov so se v Zarji oblikovale različne enote. Rehabilitacijska in delovna enota ter zaposlitvena v zelenem programu. Zunaj zavoda imajo samostojnejše možnost integriranega zaposlovanja. Odvisnim od tuje pomoči pa zagotavljajo domsko oskrbo. Koliko si pa ti, ki je udeležen v prometu? Pa upoštevaš semaforje in znake? Ja. Osebe po možganskih poškodbah imajo izredno različne nivoje sposobnosti. Nekatere sposobnosti so zelo dobro ohranjene, nekaterih pa praktično ni. Zelo nam je blizu program študijskih krožkov, ker je metoda dela ta, da vsak posameznik prispeva glede na svoje sposobnosti. Študijski krožki pri nas so kot osnova za situacijsko učenje tudi, ker situacijsko učenje se uporablja pri nas kot načrtovano situacijsko učenje in nenačrtovano. Ja, pri nas v zavodu Zarja potekajo študijski krožki že od leta 1995. Trenutno poteka 45. študijski krožek. Imamo 7 usposobljenih mentorjev. In študijski krožki za nas predstavljajo en tak idealen okvir za učenje. V njih lahko sodeluje vsak, skratka na svoj način pripravi prispevek in nastopa, kar je tudi pomemben del samopotrditve. Živi nasi narodi, ki krepeni dočakata.